Lepo pozdravljeni v oddaji 7. Obiskali smo slavnostno prireditev Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor ob njihovi 80. obletnici. O prispevku o dnevu boja proti aidsu si poglejte, koliko obolelih je v Sloveniji. V tem tednu je bil Mednarodni dan invalidov, zato smo se pozanimali, kako je to področje urejeno pri nas. V kratkih novicah pa tokrat vse, kar morate vedeti o končni prijavi kandidatov za slovensko reprezentanco gluhih v bowlingu in o uspehu našega tenisača Marina Kegla na avstrijskem državnem prvenstvu gluhih. Kot vedno je tu še rubrika Nasveti, zato ostanite z nami. Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je v torek 26. novembra praznovalo častitljivih 80 let svojega delovanja. Praznovanja smo se udeležili tudi mi. Ali smo gluhi, naglušni in gluhoslepi ljudje res del te države? Zahtevamo, da država od nas in naših pravic ne bo več gluha. Zahtevamo, da nam končno zagotovi osnovno invalidnino. Zahtevamo, da nam zagotovi dostopnost do vseh informacij in komunikacij. Zahtevamo, da nam zagotovi tehnične pripomočke. Zahtevamo, da nam omogoči izobraževanje brez komunikacijskih ovir. In zahtevamo, da doslednje uresničuje Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Verjamem, da bomo s vztrajnim delom in osveščanjem širše javnosti še naprej uspešno pomagali vsem invalidom sluha. Navzoča recimo predsednica vlade. Pa če tudi vsaj videti film ogromno.
Mariborsko društvo, pa Ljubljansko društvo. Zdravja, dragoga, iskrena čestitka ob visokem jubileju, torej 80. letu. Želimo vam še veliko po visok jubilej. Resnične iskrene čestitke tudi z naše strani, pa še naprej, tako kot so rekli, še naprej. Super je 15, ker so se nekako s predsedniki dogovorili, da je bomo obiskali. Visoke jubileje, iskrene čestitke na bogato Ekipa Spletne TV se pridružuje čestitkam ob visokem jubileju in želi Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor še veliko uspešnih let. Minulo nedeljo smo obeležili Svetovni dan boja proti aidsu. Od leta 1988 si na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije 1. decembra pripnemo simbolno rdečo pentljo v spomin na žrtve te bolezni. Teh je po vsem svetu že več kot 27 milijonov. Povzročitelj bolezni AIDS je virus HIV.
Z njim je okuženih preko 60 milijonov ljudi. Ta virus HIV, ko se človek z njim okuži, v bistvu napada človekov imunski sistem. Kar pomeni, da se telo ne more več braniti pred raznimi, če si predstavljate, ne vem, angino, gripo in tako naprej. In v končni fazi, pač v terminalnem stadiju, oseba zaradi tega tudi umre. Pomembno je, da vemo, da se v bistvu ta virus ne prenaša z rokovanjem, z uporabo istega stranišča, istega kozarca, istega pribora. Prenaša se torej preko krvi in preko spolnih stikov. Pa preko materinega mleka. In recimo, če HIV pozitivna mama doji dojenčka, je ta možnost, da se okuži z virusom HIV precej visoka. Ni pa bojazni, da bi se recimo preko transfuzije ali pa preko darovanja krvi. Največ okužb z virusom HIV je v rizičnih skupinah, uživalci drog in istospolni. Intravenozni uživalci drog, recimo prostitutke in pa tudi kakšni ljudje, ki imajo pogoste spolne odnose, kjer pogosto menjajo partnere in ne uporabljajo kondoma kot zaščite, in pa moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. V bistvu stalnega partnerja nimam in zato je pri takih ljudeh, ki nimajo stalnega partnerja, v bistvu še bolj pomembno, da se res uporablja zaščita proti spolno prenosljivim boleznim. Jaz tudi uporabljam kondom pri spolnih odnosih. Priporočljiva je tako imenovana ABC zaščita pred aidsom. A kot abstinenca ali spolna vzdržnost, B iz angleške besede be faithful oziroma zvestoba enemu partnerju in C za kondom. Ja, za zaščito pri spolnem odnosu uporabljam kondom, ker se mi zdi v bistvu najbolj sigurno sredstvo in proti zanositvi in proti tudi spolno prenosljivimi boleznimi. Tako da dosledna in pravilna uporaba kondoma je v bistvu edina možnost preventiva. Razne tabletke in tako naprej pač to zaščiti samo pred neželeno nosečnostjo, nikakor pa ne pred širjenjem spolno prenosljivih okužb. Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja je v Sloveniji z virusom HIV okuženih preko 400 ljudi. V primerjavi z drugimi evropskimi državami se pri nas testira zelo malo ljudi. Število okužb zato narašča. Samo lani se je na novo okužilo 55 oseb. Po ocenah IVZ-ja je HIV pozitivnih še okoli 300 ljudi, ki tega sploh ne vedo, s tem pa širijo virus. Testiranje je zato zelo priporočljivo. Dokler je oseba samo HIV pozitivna, nima absolutno nobenih znakov bolezni. Se pravi, ne dobi vročine, ne počuti se slabo, v bistvu lahko celo 10-15 let popolnoma normalno živi in dejansko misli, da je zdrava in posledično tudi širi to okužbo naprej. Bi lahko mogoče bil človek HIV pozitiven, se je pametno iti testirati, zato ker potem, ko se bolezen že razvije v AIDS, naprej je že prepozno. Tudi navzven se ne vidi tako, da mogoče, da poznam koga, ampak sama, da bi vedela, to ne. Drugače pa ja, tudi sama sem se že odločila, da se bom danes tudi v duhu vsega tega tudi šla testirati. Testiranje je možno na infekcijski kliniki v Ljubljani vsak ponedeljek od 12. do 14. ure. Izvajajo ga tudi drugod po državi. Testiranje je brezplačno in anonimno, zato ne odlašajte. Leta 1892 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 3. december za Mednarodni dan invalidov. S tem je skupščina želela, da bi si vse države članice prizadevale za čim boljši položaj invalidov v svoji državi in za njihovo učinkovito integracijo v družbo. Zato smo ob tej priložnosti gluhe povprašali, kaj menijo o svojem položaju v družbi v primerjavi z drugimi oblikami invalidnosti.
Vprašali smo tudi, ali so zadovoljni s storitvijo, kot so klicni center, tolmačenje dnevnika na 3. programu TV Slovenija in spletno TV. Obenem pa smo vprašali tudi, kaj je tisto, kar zares potrebujejo. Gluhota je nevidna in je druga najtežja invalidnost. Kljub temu pa v Sloveniji žal še ni urejeno tako, da bi gluhe osebe uvrščali med 100% invalide, ki bi jim pripadala invalidnina. Očitno bo treba še naprej čakati na ureditev, ki bi gluhe lažje vključevala v enakopravno življenje in delo med slišečimi. Športna zveza gluhih Slovenije je dobila prijave za izbor kandidatov v slovensko reprezentanco gluhih v bowlingu. Do razpisanega roka se je na izbor prijavilo 20 tekmovalk in tekmovalcev iz 7 društev. Srečanje kandidatov s trenerjem bowlinške reprezentance Slovenije bo v nedeljo 8. decembra 2013
od 12. do 14. ure v bowling centru VK300 na Regentovi 35 v Ljubljani. Tokrat bo potekalo tudi ocenjevanje in delni izbor kandidatov. Na povabilo Društva gluhih Graz je tenisač Marino Kegel v soboto 30. novembra nastopil na avstrijskem državnem prvenstvu gluhih v tenisu. Najboljše ekipe so se pomerile po sistemu turnirskega Davis Cupa. Med seboj so tekmovale vse ekipe. Igrali so 2 dvoboja posamezno in enega v parih. Marino je zmagal v vseh posameznih dvobojih. Med drugim je premagal velika in spoštovanja vredna asa Daniela Erlbacherja s 7-5 in 6-1 ter Roberta Gravogla s 6-0 in 6-3. V rubriki Nasveti bomo govorili, kako premagati utrujenost. Svež zrak in sprehod v naravi vas bo napolnil z novo energijo. Zato ne pozabite na redno rekreacijo, saj spodbuja izločanje hormonov, ki dajejo občutek sreče in zadovoljstva. S svežim sadjem in zelenjavo pa poživite svoj metabolizem. Živila, ki vsebujejo vitamin C ter beljakovine, bodo spodbudila vaš živčni sistem in blagodejno učinkovala na srce in krvni obtok. Po jutranji utrujenosti in slabi volji pomagajo prhe z izmenjavanjem tople in hladne vode. Poleg gibanja je pomembno tudi, da telesu privoščite počitek in dovolj spanca. Predvsem je pomembno, da se ponoči dobro spočijete, da se boste naslednji dan zbudili sveži in polni energije. Z oddajo smo prišli do konca. Če vas kaj zanima ali imate morda kakšno vprašanje, nam pišite na elektronski naslov. Mi pa bomo poskušali najti odgovor, ki ga bomo predstavili v oddaji. Lepo se imejte in nasvidenje.